pozdravljeni, dobrodošli, dobrodošle. Dobrodošel tudi Goran Macura, naš današnji gost. Dober večer. Dober večer. Lepo je biti tukaj. Dobrodošli na ta naš pogovorni večer. V sklopu 13. svetopisemskega maratona organiziramo več vzporednih dogodkov, tako da ta je eden izmed njih. Letošnji svetopisemski maraton nosi naslov Med vami bom hodil. In ta beseda maraton v bistvu nakazuje, da mi teden dni, noč in dan beremo svetopismo. Svetopismo je v bistvu poglavitna knjiga, zaradi katere se ta teden skupaj družimo. Letos malo drugače, preko Zooma, ne v živo, a ravno tako, zelo lepo in mislim, da bo tudi ta večer takšen. Zdaj, svetopisemski maraton organizira ekipa prostovoljcev in smo zelo veseli tega našega udejstvovanja, tudi skupaj z vami. Zaradi vas vse to pripravljamo in smo veseli, da vam lahko ponudimo vse te vsebine. Tako da danes tale naš svetopisemski dogodek se bo res dotaknil, mislim, da srca vseh nas, tistih, ki v živo spremljamo in pa potem tudi tistih, ki bodo pogledali današnji večer na posnetku. Z nami, kot že rečeno, je Goran Macura. Zdaj pa preden začnemo prav z vsebinskim delom, mogoče še nekaj tehničnih navodil. Med samim dogodkom oziroma med tem našim pričevanjem, ki bo v obliki intervjuja, vas lepo prosimo, če imate mikrofone ugasnjene. Lahko pa ves čas vsa vprašanja, ki se vam porajajo, napišete v chat in jih bomo ali sproti vključili ali pa potem bo Goran odgovoril na koncu. Na koncu lahko tudi uporabite možnost, da dvignete roko, raise your hand, pa vprašate v živo, tako da bo Goran odgovoril na vse stvari, ki vas bodo dodatno zanimali, pa jih morda ne bomo že prej omenili, ali pa če vas bo kaj čisto izven konteksta zanimalo, kakšna posebna skrivnost Gorana. Tako da, toliko v zvezi s tehniko, mislim, da bo šel tale posnetek zelo dobro skozi, pa bomo zdaj kar pričeli. Tako da hvala vsem še enkrat za udeležbo in hvala Goranu, da se je res odzval na tole naše vabilo. Smo zelo veseli, Goran, da te lahko gostimo. Ja, jaz sem tudi vesel, da sem lahko tukaj. Tako da, ja, hvala, Goran. Kot je že rečeno, ja, moje ime je Goran, pišem se Macura. Sem mož, oče, otrok, predvsem sem božji otrok. Sem star 42 let, živim v Domžalah. Po poklicu sem natakar in delam v gostilni Keber, ki ima že tako veliko družinsko tradicijo, da je najlepše biti tam. In tudi ustanavljamo skupaj z enim Američanom, John Grestijem, ustanavljamo evangelijsko skupnost tukaj v Domžalah. Hvala za tale kratek uvod, tako da smo Gorana čisto po malem spoznali, zdaj gremo pa dalje, pa ga bomo vprašali še kaj bolj podrobnega, kaj o njegovem življenju. Goran, vidimo, da si nasmejan človek, zmeraj imaš ta prijazen nasmeh. Izgleda, kot da si zmeraj dobre volje. Kako ti to uspe, ali je bilo vedno tako? Nam lahko zaupaš mogoče, kako se je vse skupaj začelo v tvojem otroštvu? Ja, zdaj imam nasmeh, ja. In sem res, bom rekel, da sem srečen človek, blagoslovljen, ampak ni bilo skozi tako. 42 let je kar dolga doba, da bi bilo skozi nasmejano, ne vem, kdo lahko zdrži to, ampak ja, rodil sem se leta 1978 v Ljubljani in sicer moja mama me je rodila, ki je bila stara 23 let in ravno par mesecev preden me je rodila, je izvedela, da moj oče ne bo bil več z njo. Tako da to je bil sicer velik šok za njo in mislim, da si še dan danes ni čisto pomogla od tega, ampak življenje je šlo naprej in moja mama je zelo fantastična ženska, res veliko je naredila dobrega v mojem življenju. Ampak njena
njena družina, bom rekel, so bili več ali manj odvisneži od alkohola. In veliko od njih je tudi umrlo zaradi alkohola. In ni dvakrat za reči, je bilo tudi veliko alkohola v naši družini, ne. In moja mama je res čudovita žena, še enkrat poudarjam, ampak imela je problem z alkoholom. In verjamem, da je to generacijsko prekletstvo, ki prihaja iz roda v rod. In kot otrok sem isto bil kot vsak človek. Hodil v vrtec, prihajal domov, ampak moja mama je imela tako službo, da je imela trojizmenski turnus. In sem bil kar dolg časa sam. In ko si sam in otrok, sam pusti ga in bo delal vse stvari samo one, ki ga učiš, ne. Moja mama mene nikoli ni učila, da se lažem, da kradem, da delam norije, ampak ravno to sem počel. In do svojega 5. leta se še spomnim, da sem vsaj ene 3-krat pobegnil od svojega doma, pobegnil sem iz vrtca, ne enkrat, večkrat, tako da skozi sem imel ene probleme, nikakor nisem mogel ostati na miru doma. Prav spomnim se, pri 5 letih sem pobegnil na železniško postajo in sem šel kar na en vlak in sem rekel, zdaj grem pa jaz v Bosno, ne. Pa šel sem na rdeč vlak, veste, da rdeč vlak ne gre več kot samo po Sloveniji, ne. In so me dobili in sem na Vrhniki mogel iti dol in mami je prišla po mene. In res skozi sem bil samo en napet človek, napet otrok, nemiren. Rekli bi v moji osnovni šoli na Ledini, da sem živ. In sem rekel, pa se kakšen čem pa biti kot živ, ne. Tako da, ja, hitro sem prišel bi človek rekel, v spor z zakonom, z oblastjo. Ukradel sem en kolo, pa me je policaj ustavil, zakaj se voziš, pa sem z ukradenim kolesom, ne, pa sem rekel, kaj pa meni to kraja, a ne. Jaz sem sam ga videl, pa sem se usedel, pa sem peljal, ne. Potem, prav spomnim se, enkrat sem šel z enim fantom, 2. razred osnovne šole sem bil, in sva se usedla v en avto, ki je bil dejansko od enega policaja avto, in sva se igrala z žigalcami, pa tako, in sva ga zažgala, ne, in sva ga gledala, kako gori, na Taborju, to je sredi Ljubljane. Tako da vedno sem bil v enih problemih, nikoli mi ni bilo prav v tem, kar sem živel in pač s kom sem živel. Mamica je bila, vedno me vzgajala dobro, ampak kadarkoli je pa malo več popila, je pa bila zelo, bom rekel, agresivna in sem bil dostikrat tepen, včasih večkrat na mesec. In saj veste, kako je, mi smo medosebna bitja in največkrat, kar si kaj zapomnimo, je, ko nas nekdo kaj prizadene ali ko nas nekdo usreči. In jaz na žalost ne morem povedati veliko o sreči v otroštvu, lahko pa se spominjam zelo veliko pretepov in puščanja samega, da sem delal, kar sem jaz hotel. Tako da, to je to nekako moje otroštvo. Goran, ja, ni bilo najbolj rojzno, to sliši se že ne tako. Kaj pa potem najstniška leta? Kaj se ti je takrat dogajalo, kakšni so bili odnosi, si tudi takrat kakšno zakuhal? Ja, prav želel bi si zdaj reči, da je bilo boljše, ampak pri 10 letih smo se preselili z mami na Ig. Ja, takrat je bil ta Jazbinškov zakon, da si stanovali in bila in stanovali. In sem se vsak dan v osnovno šolo Ledina na avtobus in nazaj. Zdaj, Ig, to je vas, to ni mesto. Če sem tam v Ljubljani, ker sem na Vidondanskih živel, kamorkoli sem šel, sem vzel kolo in to je to. Iz Iga v Ljubljano s kolesom, razen če si bil športnik, jaz nisem bil glih kaj preveč. Tako da dejansko sem prišel v tiste bloke, kjer je večino prebivalcev bilo iz juga, bi rekel 80%.
iz juga in so bili Hrvati, Bosanci, nima veze. Jaz nisem znal nič drugega govoriti kot slovensko, ne, tako da zelo težko se je bilo integrirati noter in v to družbo, ampak na koncu je tudi to ratalo, tam, kjer je volja, tudi moč, seveda. Ampak hitro sem spoznal, da imam z dvema fantoma čisto isto zgodbo. Vsi trije smo imeli nasilje v družini. Samo ona dva sta imela očeta, jaz sem imel pa mami. In smo dostikrat bili tepeni. In tako smo se začeli družiti med sabo. In največkrat smo se družili tudi zvečer ali pa po noči. In po noč bom rekel, da imam svojo moč in nekako mi trije se nismo znali vključiti v družbo. Zato smo delali razne stvari, od kraja avtomobila, kombija. Vse te stvari so bile v bistvu posledica tega, da smo bili prepuščeni sami sebi. Pri 13 letih smo vsi začeli kaditi cigarete. Tudi, ko sem povedal moji mami, je rekla, zakaj? Sem rekel, ja, zakaj? Vsak kadi, ne bom pa še jaz kadil. Tako da mi je dovolila šele pri 16, da kadim pred njo. Ampak, tako da, bilo je zelo težko obdobje, bom rekel. Pri 13 letih je nekega dne se moja mami malo odpila in me je toliko pretepla, da sem dejansko v osnovni šoli socialna poklicala policijo in prijavila mojo mamo. Bil sem porezan tukaj po vratu, od vratu navzdol sem bil čisto črn, pretepen in na policijski postaji nisem mogel verjeti, da je to moja mama meni naredila. V tistem času socialna še ni bila tako, bom rekel, močna, kot je danes, tako da so me zvečer vrnili nazaj moji mami. In jaz sem v bistvu celo življenje v enem strahu živel, kaj bo, ko bom prišel domov, ali pa ko bo moja mami prišla domov, ali me bo spet pretepla, ali me ne bo. In že tako nisem imel očeta, nobenega brata, sestre, nič. Dejansko sem se počutil totalno nesprejetega v družbi. In ko sem pri 17 letih pristal v popravnem domu, 17 let pa pol sem imel, ko sem šel v vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru. In tam sem res mislil, tam se bom zdaj popravil, pa to vse. In vse so dobro obljubljali, vse je bilo super, dokler tam nisem prvič spoznal heroin. In ja, zavod je sicer super, ampak jaz sem tam dejansko zabredel še v večje težave. In spoznal sem, kaj pomeni imeti drogo za svojega prijatelja. Tako da, verjetno si me hotela to kasneje vprašati, Tanja, ampak dejansko, ko sem bil star 18 let, več nisem rabil biti tam v vzgojnem zavodu, sem me poslal nazaj domov. In oba moja prijatelja, s katerimi smo se družili, sta bila že na heroinu. Tako da to se je potem samo stopnjevalo. Ja, hvala, Goran, za to res težko obdobje. Se mi zdi, da si ga nekako delil z nami brez večjih težav, sigurno pa si predstavljamo, kaj je to nosilo s sabo. Kaj so torej te prepovedane substance, kam so te pripeljale, zakaj si šel ravno po tej poti, mogoče, kako so usmerjale tvoje nadaljnje življenje? Ja, vse to je povezano, bom rekel, s to identiteto, ki se jaz nisem mogel najti nikjer. Ker sem vedno iskal potrditev, ne, in od tega, da sem delal vse te grozne stvari, od kraje, vse te stvari, ki sem delal, je bilo to samo zato, da sem dejansko usmeril pogled na sebe. In ko sem jaz prvič probal heroin, takrat se mi je zdelo, kot da to je to. To je izpolnitev mojih sanj. Čeprav problemi vsi so bili isti, samo jaz več nisem to gledal kot na problem. Meni je bilo vseeno, kot da sem postal en drug človek. Moja vest mi je začela otopevati. Prav spomnim se, ki moja mama je rekla, glej, da ne boš bil pred poroko z nobeno punco, ne.
In jaz sem se res tega držal. Ampak po 18 letih, ko sem bil pa že globoko v drogi, je pa začela ta droga mene popolnoma spreminjati. In mi je bilo že čisto vseeno za človeka, za sebe. Delal sem, kar sem jaz hotel. Heroin mi je dal moč, da sem lahko delal, kar sem hotel. In zato sem tudi pri 19 letih, prav na svoj rojstni dan, v bistvu celo naredil rop. In 2 ropa smo takrat naredili z enimi prijatelji. To sta bila oborožena ropa in zaradi tega sem pač šel tudi v zapor. Droga je bila tista, ki mi je naenkrat dajala smisel življenja, zakaj sploh živeti. In biti zadet mi je bilo meni dobesedno izhod iz vsega tega pritiska, ki sem ga čutil od družbe in na koncu koncev tudi od vseh, ki sem jih srečaval. Tako da, ja, na začetku je bil res samo malo, je bila trava, potem heroin, vmes sem tudi nehal, bil sem pri doktor Čelanovi leta 96, ko je bilo samo 50 narkomanov tam, eden izmed njih sem bil jaz. Tako da začel sem spoznavati, kaj je metadon, kokain, vse to sem rabil vse več in več, zato ker dejansko nisem se več počutil niti dobrega, tudi ko sem se zadev. Tako da po eni strani bom rekel, da je zapor na Dobu leta 2000 bil kot en izhod. Tak en prisilen zasilni izhod, bom rekel. In ko sem padel v zapor pri svojih 20 letih, nikoli si nisem želel biti v zaporu, nikoli si nisem želel biti narkoman in odvisen, od tega sploh ne. Ampak naenkrat sem bil v zaporu in tam sem pa res, bom rekel, sem doživel dno eno. Pa ni bilo nič narobe, ampak v moji glavi se je zdelo, kot da sem jaz en poraženec in zdajle bom pa jaz vzel svoje življenje v svoje roke in bom nekaj naredil iz njega. In tam sem naredil šolo, gostinsko, za kuharja, natakarja. V enem letu in pol, ko sem bil tam, sem to šolo naredil brez problemov, pa sem se res učil vse, nisem mi gledal skozi prste. V kuhinji sem delal, nisem kaj preveč dober kuhal, ampak sem se učil. Tako da, rad bi rekel, da ko sem prišel ven iz zapora, da so se stvari uredile, da sem se našel, ampak 2 meseca kasneje sem že bil nazaj na heroinu. Tako močno me je to vleklo, da nisem zamenjal družbe, čeprav sem vedel, da bi mogel, ampak je nisem. Tako da sem spet zapadel in čez nekaj časa sem začel kradeti po avtomobilih in sem bil spet v zaporu. In takrat sem bil pač sam na Povšetovi pa v Kopru. Spet sem nehal se drogirati in ko sem ven prišel, sem spet začel na heroin. Nekako, bi rekel, 12 let sem bil na tej poti heroina, kokaina in nikakor nisem videl izhoda. Vsaj jaz ga nisem videl. Tako da ta droga je v bistvu začela uničevati moje misli, moje možgane, spomine. Wow, koliko spomina nimam. Tako da prijatelje sem zamenjal 300-krat, še vedno sem se napol nazaj vračal na heroin. Tako da rabil sem pomoč. Sam nisem vedel, kje naj jo dobim. Goran, prišlo knjižnega brata na Zilku, pač pa mislim, da Gorka, vemo, da si na koncu se odločil za komuno. Je bila to težka odločitev, kako je vse to potekalo? Ja, zdaj jaz bi lahko to govoril ure, ampak bom povedal to v zelo kratkem času. To se pravi, zadnji mesec, preden sem šel v komuno, jaz več nikjer nisem dobil službe, ker dejansko dober glas je že v 9. vas, ampak slab pa še dlje.
Tako da nisem mogel več biti kot natakar, ker dejansko me vsak že poznal. Tudi če sem en dan delal, jaz sem jih ukradel in jaz sem kradel vse povsod, ker rabil sem 65 evrov na dan, da sem si lahko privoščil heroin pa kokain. In to so bile res težki dnevi, težek mesec, težko življenje. Pa ko v enem trenutku je moja mami rekla, hej, poslušaj, ne moreš več biti doma. To je to. In ne glede na to, koliko se to zdi težko, eni mami sploh to reči, da več noče svojega sina doma, niti za malo, mi je dala ultimat, 1 mesec, da si najdem malo komuno ali drugi dom. Takrat sem jaz šele prvič v bistvu dojel, da okej, zdaj pa si res sam. Zdaj si pa res dosegel ne dno dna, ampak dosegel si tisto da te tvoja lastna mami noče. To je pa res višek, ne. To me je nekako ustrezalo, da je res si začnem iskati pomoč. In ko sem prišel v službo in edina služba, ki sem jo dobil, je bilo v skladišču v Intersparu. Nikoli nisem tako fizično delal, ampak okej, vse je bilo dobro. Tam sem videl enega mladeniča, ki sva bila skupaj na Dobu v zaporu. In prav spomnim se, ko sem šel do njega, sem rekel, kje si bil, stari, nisva se že dolgo cajta videla, pravim, bil sem v komuni. Kje si bil v komuni? Ja, bil gor v Barceloni, en Reto center. Sem rekel, a res? In kako je bilo? Ful dobro. Vse imaš, kar hočeš, nič ni slabo, res, vse to. Ampak naslednji dan sva šla skupaj iskati drogo. In jaz tako njega gledam. Pa čakaj človek, a nisi ti bil zdaj 11 mesecev v komuni? Zakaj zdaj bi to delal? Zakaj bi se zdaj drugil? Pravim, pusti to. Jaz sem to naredil samo zato, da mečem svojim staršem pesek v oči. Da oni zdaj mislijo, da sem jaz v redu, ampak dejansko, mene je to najbolj življenje, se drogirati. Jaz res nisem dojel takrat tega, ampak okej, kaj smo, tako je. Ampak čez en teden je prišel en fant delati v isto skladišče. In ta prijatelj je rekel, ta je bil tudi v komuni. In jaz še danes nekako mu je ime, sem mu zelo hvaležen. Ampak jaz sem ga začel opazovati, ker bil je malo drugačen. Ne vem, kaj je bilo nekaj posebnega na njemu, ampak bilo je. Bil je drugačen, ni hodil z nami na malico, hodil je samo na kavico in šel nazaj delati. Vedno urejen, postrižen tako. Dečko ta prav. In sem rekel, okej, grem jaz do njega. In čez en teden sem se res opogumil in sem šel do njega in sem rekel, poslušaj, sem slišal, da si bil v komuni. In on pravi, ja, sem. In kako ti je bilo? In on mene pogleda in pravi, poslušaj, tam boš spoznal nekoga, zaradi katerega se nikoli več ne boš drogiral. In jaz sem pogledal in jaz sem rekel, okej, daj mi telefonsko številko, daj mi, da jaz moram videti, kaj je to, ker dejansko, jaz sem že pol tudi pozabil, da mi je rekel, da bom spoznal nekoga. Jaz sem sam mislil, da je to en program. In mi je dal telefonsko in jaz sem poklical v Španiji so me takoj zavrnili, so rekli, ne sprejemamo poklic v Slovenijo, v Sloveniji so mi rekli, ne sprejemamo, pej tu na Hrvaško, ja, kaj je zdaj, a me hočete ali nočete, jaz rabim pomoč. Ampak to je bila vse ena preizkušnja, a jaz res si želim sploh iti v komuno. Nisem si želel, ampak nisem imel druge izbire, doma več nisem mogel. Ampak konec koncev pa kaj če biti pa slabega tam, a ne? No, in končno sem jaz šel in 29.5.2008 grem jaz na vlak proti komuni in prav spomnim se v Zagrebu, sem presedel na vlak in sem bil tam z 5 ženskami v kupeju in sem razmišljal, kje sem jaz, kam grem, kaj delam, a je to mogoče sploh, pa jaz grem v komuno, a ni to za tiste, ki res so priznali poraz v svojem življenju, a sem ga jaz že priznal, a zgleda, da sem ga. In v tistem trenutku
prav vem danes, da koliko se je hudič boril za mene. Sem šel ven na cigaret, takrat se je še dal kaditi na Hrvaškem, v vagonih. In en fant je bil zraven mene iz Maribora. In mi se začela pogovarjati. In on mene vpraša, kam greš, jaz pravim, gremo v Split. Ja, kaj boš pa tam? Jaz grem tudi, ja. Sem rekel, grem v komuno. On me tako gleda. Kva? Kam greš? Sem rekel, grem v komuno, veš, v Reto center. Pravi on, wow, ti nisi normalen, ne. Kaj je narobe, ne? Petraj z mano, jaz grem pa vsako leto, veš, v Split in glih, danes je ta dan, ki se ga grem pa zadevati. In on cel vikend gre dol in se ga zadeva cel vikend s heroinom, ker je tam kao najboljša droga, ne. In jaz, ko gledam, sem rekel, pa to ne morem verjeti. Od vseh ljudi, od vseh časov, glih, kaj jaz hočem iti v komuno, nekdo pride in me vabi, da gremo se skupaj drogirati. Ja, ne morem verjeti, ne. In dobesedno sem mogel zbežati od njega in da sem sploh prišel do Splita. In ko sem prišel v Split, so me pobrali, sem šel v komuno, spoznal par Slovencev tam takoj. In od samega začetka bom rekel, wow, bilo je nekaj drugače. Tam se ni se preklinjal. In jaz sem tako, wow, kaj je zdaj to? Mislim, kam sem jaz prišel? Cel svet preklinja, kamorkoli greš, vsi preklinjajo. Jaz sem preklinjal, vsaka druga je bila kletvica, ne. In neverjetno, kakšen drugačen prostor naredi vpliv na človeka. Jaz sem v 2 dneh prenehal klet. Ne, nisem več klel, mislim, to je neverjetno. Ampak takrat sem šele začel spoznavati, kam sem jaz prišel. In on fant mi je rekel eno zanimivo stvar na vlaku. Je rekel, pazi se, Goran, tam boš skozi molil, tam samo molijo. In jaz sem rekel, prijatelj moj, mene ti tega ne boš videl. Jaz imam tukaj 50 evrov in sem imel še 50. To mi je karta za nazaj. Direkt tok rabim, nič več, da pridi, da grem nazaj. Če me bodo oni silili, da se jaz molim, mene oni ne bodo videli. In ko sem bil tam par dni, veste, da človek je na drogi, je na krizi, ko nima droge. In jaz dejansko nisem spal 30 dni, šele 30. dan sem zaspal. Tako, celo noč. To so bile, fizično sem bil popolnoma izčrpan. 83 kg, zdaj imam 130, se vidi, da imam malo več teže. Ampak 83 kg. Komi sem hodil, sploh mi nisem mogel dati nič zadelati. Takoj, ko sem nekaj imel v roki, sem se že porezal, tako da so rekli, ne, z tega ne bo nič. In sem skozi hodil samo na sprehode, 5-kilometrski sprehod, komi sem zdržal. Ampak morje in vse, dobro je bilo. Ampak ena stvar, ki je bila zelo pomembna, je bila pa to, ne, da sem jih jaz vprašal, ok, kaj vi počnete v prostem času? In oni so rekli, mi beremo. Kaj berete? Pravi, Sveto pismo. Dobro, a še kaj drugega? Ker jaz rad berem, jaz zelo rad berem, jaz skozi berem. Tu danes, skozi berem. In on je tako, pa dobro, gledaj, če že hočeš brati, tukaj imaš Evangelij po Janezu, pa ber. Pa jaz tako, v redu, hajde. Enkrat sem že probal brati Sveto pismo, pa sem prišel do rodovnika Jezusa Kristusa, sem rekel, človek, kdo bo to bral, sem zaprl in sem dal nazaj. Ampak Evangelij po Janezu je začel totalno nekaj drugega, sem rekel, ok, to je nekaj zanimivega, ajde, mogoče bo, pa začne zgodba, pa vse to, sem rekel, ok, super. Mislim, konec koncev, kaj ti moraš škoditi. V enem dnevu sem prebral celoten Evangelij po Janezu. In pridem drug dan, kaj mi boste dali zdaj za prebrati, pa on tako, Evangelij po Janezu, ne, mislim, kaj češ drugega brati, tole je najboljša knjiga za brati. 4 dni, 4-krat sem ga prebral. Vsak dan enkrat. In jaz tako, jaz več tega ne morem brati. Jaz ne vem, kaj vi vidite v tem, da jaz to skozi. Jaz sem vložil, kaj si ti razumel, in on tako, boš ti že videl. Ok. Ne rabim 2-krat reči, jaz sem vzel Sveto pismo in sem ga obračal gor, dol, levo, desno, da vidim, če kaj drugače, mogoče so kakšne druge besede. Ampak nič ni bilo. 8 dni sem bil noter,
4-krat prebral Novo zavezo, mislim, Evangelij po Janezu, in pridejo eni ljudje in rečejo, zdaj bomo pa ta beton pred bajto bomo odstranili. In jaz sem rekel, ok, lahko jaz to naredim, vem, da je težko, ker macola je bila 5-kilska, nimam moči, ampak lahko jaz to naredim. In oni, ok, prav. In jaz sem začel razbijati ta beton. In v tistem času, jaz, ko razbijam beton, začnem obtoževati Boga. Če si ti res Bog, če si ti res živi Bog, ko oni pravijo, da je Jezus prišel na zemljo, da je živel, da je šel na križ in da je vstal od mrtvih, zakaj si ti dovolil, da je moja mama mogla to trpeti, da je bila brez mojega očeta, brez moža? Zakaj sem jaz moral to trpeti, da sem bil po zaporih, po domovih, da sem bil narkoman? Zakaj si ti to dovolil? In jaz ko sem ga obtoževal, naenkrat mi Sveti Duh spregovori, ampak tako jasno, da res ni. Glede, jaz držal sem macolo in mi spregovori iz Evangelija po Janezu. Ja, ne? Zanimivo. 8:34, kdorkoli dela greh, je suženj greha. V tistem trenutku se je meni sam tako, wow. Ja, nisi ti kriv. Hočeš ti biti kriv za moje življenje? Jaz sem grešnik, jaz grešim. Ampak da sem jaz suženj, tega pa ne verjamem. Verjel sem, da sem grešnik, ampak da sem suženj tega greha, tega pa nisem verjel. In tako nekako se je začela ta moja pot v komuni, Tanja. Če želiš, lahko nadaljujem naprej, zdaj sem se glih. Mogoče nas še malo zanima, kako izgleda povprečen dan v komuni zdaj, ne vem, ali kdo že bil tam ali ne. Jaz sem bila samo tako na zunanjem obisku, enkrat tukaj pri nas na obali, tudi obstaja ena komuna, ampak seveda dneva nisem preživela z njimi, tako da malo nas širbec smatra, kako to izgleda, kakšni so mogoče taki nekaki navadni spomini, bom rekla tako, da ni bil neki izreden dogodek, ampak kdo ti je stal ob strani, kako ti je pomagal, take stvari. To se ne da opisati. To se ne da opisati. Da ti 30 noči ne spiš in da se skozi nekdo za tebe zbuja in ti kuha kamilico, da te ne boli trebuh, da gre s tabo na sprehod ob 5 zjutraj, da nima veze kako in kaj je, on je vedno zraven tebe in pol ti reče, glej, ne zahvali se meni, zahvali se Jezusu. Zakaj njemu? Mislim, ti si zdaj človek zraven mene, zakaj se moram njemu zahvaliti? Pa sčasoma to sem spoznal, da dejansko je Jezus z vsemi temi ljudmi. Res je bilo zanimivo, da si sploh tam. V eni sobi nas je bilo 8. Vsi, ki smo gor živeli v nadpogradi, smo bili kot novinci. Spodaj so bili ljudje pod nami, ki so skrbeli za nas. To se pravi, če sem se jaz premaknil, je on že vedel, da sem se jaz premaknil. Če sem šel dol s posle, je on šel za mano. Mi smo temu klicali sombra, kar pomeni v španščini senca. Dan je izgledal tako kot novi, si 24 ur na dan tudi na WC-ju z nekom. Vse zapreš vrata, vse ni nič kaj takega. Ni, da je zdaj greš s tabo na isti školki, ampak skozi je s tabo, tudi v kopalnici, ko si na WC-ju. Skozi je s tabo, skozi ti v bistvu streže od spredi, od zadaj, levo, desno, res neverjetni fantje. In mislim, da ko sem jaz to doživel, mislim, zakaj bi nekdo to sploh delal zame. Sploh morate vedeti, jaz sem bil zelo sovražen človek, jaz sem sovražil ljudi. Ni bilo, da sem jaz bil dober človek. Jaz sem sovražil ljudi. Sploh sem sovražil muslimane, Albance. To je bilo neverjetno, koliko sem jaz to sovražil. Žide, to sem sovražil čist. Vprašajte me, zakaj? Ne vem, še danes ne vem, zakaj. V bistvu, danes malo bolj vem, ampak bil sem toliko temačen, da dejansko me je ta ljubezen, ki sem jo dobival od njih, lomila, ker nisem mogel verjeti. Tam je bil en Memo, smo ga klicali Memo, in on je meni kamilice kuhal in molil za mene. Mislim, kje boš to doživel? Če je bilo kaj za pojesti, prvo so dali meni, ker sem bil kot novinec.
so mi dali najboljše stvari. Potem so oni zase vzeli. Jaz sem sam gledal, nisem mogel govoriti. Ampak drugače pa pol, ko sem nehal biti kot novinec, smo pa delali selitve, največkrat selitve, ali pa v kuhinji. Ampak selitve, to je bilo Split, v bistvu Reto center v Splitu je že od leta 92. Torej že zelo znan, ko sem jaz prišel takrat 2008, ljudje so že poznali Reto center zelo dobro. Celo sama uporaba drog se je zmanjšala zaradi te komune v Splitu. Tako da ljudje so nas klicali iz vse posod, da jim pomagamo selati, očistiti stanovanje, prebeliti karkoli, in so nas plačali. In to je bilo tako, če si se zbudil ob 6 zjutraj, kot si se moral zbuditi, ob 7 zjutraj si imel zajtrk, 7:15 je bila časa za Božjo besedo, to je bil ponedeljek, in zvečer do večera si delal, 2 uri vmes si imel prosto, in zvečer si imel še enkrat Božjo besedo, kjer je nekdo pridigal iz Božje besede, kaj sploh je in kako. Tako da to je bil ponedeljek, sreda, petek je bil čisto isti. Torek si imel samo zjutraj Božjo besedo, in v nedeljo je bilo pa tako, kot da bi šel k maši, ali danes recimo v evangelijskem krščanskem krogu greš pač na pridigo, da se malo naješ Božje besede. Tako da to je nekako bilo naš vsak dan. Sobote pa četrtke pa nismo imeli nič z Božje besede, in mislim, da je bilo to z namenom, da mi to delamo tako, samo avtomatsko, ali si mi dejansko želimo spoznati kaj več in brati sami za sebe. Tako da, nekako tako je izgledal. Kako ste pa prišli do nekih prvih pogovorov? Zdaj, kako si ti načel to tematiko o Jezusu v komuni? In kako je potem prišlo do te tvoje resnično notranje spreobrnitve? Saj razumem, da so veliko vam pridigali, brali ste svetopismo, ampak verjetno vsak človek, dokler se sam ne odloči in spreobrni, pač noben te ne more prisiliti. Kako je bilo pri tebi? Ja, to veliko resnice si zdaj povedala, Tanja. Mene dejansko vsa ta stvar ni zanimala. Ravno zaradi tega, kot sem povedal, meni so rekli, da je Jezus Bog in da je on prišel na zemljo, da je on šel na križ in vstal od mrtvih. In jaz, preden sem prišel v komuno, sem gledal vsak dan Discovery Channel pa National Geographic in jaz tega nisem zasledil. In kako, če oni tega ne vejo, potem to pa ne more biti res. Pa kako to, da mi ni noben povedal? To je bilo meni, mislim, jaz sem bil star 29 let in da meni ni noben povedal, da je Jezus vstal od mrtvih. Saj ne, da bi jaz slišal. Saj smo imeli, kaj je to, veliko noč, Ik je vas, ki je v bistvu bolj katoliško usmerjena, res. Jaz sem tudi v 5. razredu osnovne šole sem šel celo malo na verouk pogledati, kaj se kaj dogaja. Ampak noben mi ni povedal res na način, da je Jezus res vstal. In jaz nekako se nisem mogel prijeti v sklop s tem, kaj ima to zdaj veze z mano, osebno. Ampak mislim, da glih 2 meseca sem bil noter in je bila ena sreda zvečer, ko smo samo fantje bili, 85 nas, in je bil kviz iz Evangelijev, Janez, Marko, Luka in Matej. In je bil kviz in smo bili tako po skupinah in kar naenkrat jaz tako, ok, super, mislim, nekaj bom pa že vedel. Jaz skoraj nič nisem vedel. In jaz, kakršen sem zelo sebičen človek po naravi, sem šel in sem se zaobljubil, da ne bom več nikoli nič vedel. In sem začel brati. Vsak dan sem bral, ko zmešan. Matej, Marko, Luka, Janez. Matej, Marko, Luka, Janez. Iz totalno krivih razlogov. Ampak Bog je toliko delal na mojem srcu. Težko verjeti, da se to res zgodi, ampak dobro. Tako da vsakič, ko smo imeli kviz, sem zelo veliko vedel točno, kje je vrstica, kaj se dogaja, kako bo, kje bo, kaj se zgodi, kdo je komu kaj rekel.
Ampak mislim, da je bilo to vse samo priprava na to, kar sledi. In nekega dne, 8. februar, dan kulture v Sloveniji, ne, jaz v Splitu, je pa bil en rojstni dan od enega Markota. In mi smo šli na morje, kot gremo molit na morje. In valjda, da hočeš iti ven, zato ker to je bila glih nedelja, ker zvečer nikakor nisi bil zunaj. Ampak da greš pa ti na molitev, pa greš tudi malo ven. Jaz nam pozabil tega. Ker dejansko je takrat naredil Jezus prvo čudo v mojem življenju. Pa čeprav nisem verjel, da bo lahko on to naredil. In to želim samo povedati, ko smo bili tam, nas je bilo okoli 12, in tam je bil en Branko, in je on vprašal, hej, fantje, zdaj tukaj smo že nekaj časa, in a koga kaj muči? In jaz, tako mi se gledamo, kaj če nas mučati, vse imamo hrano, pijačo, streho, vse imamo, pa na morju smo zvest, kakor hočeš, mislim, noro. Ampak kaj bi nas pa lahko mučil? In potem je začel govoriti, a ima mogoče kdo izmed vas razne misli o ubijanju, o takih grozne misli, da se mu skozi to dogaja. In jaz kar naenkrat sem tako pogledam in pravim, čakaj, kje ti veš, da se to z mano dogaja? Jaz že leta sem imel samomorilne misli. Ne vem, kolikrat sem že delal samomor, vsakeč so me rešili, kakor vidite, ne. Rešili so me. Samomore skozi v glavi, kako se bom ubil, da bom nekoga ubil. Skozi mi je bilo v mislih, da bom nekoga zaklal z nožem. Neverjetno. Ampak jaz sem mislil, da sem to jaz, da to je pač enostavno del mojega življenja. In tudi, ko sem spoznal Sveto pismo, mi je ta glas, ta demonski glas skozi govoril, ti si tak, saj te Jezus te ljubi, kakršen si, ampak važno, glej, ne se boriti proti temu, ker to si ti. Ampak v tistem trenutku, ko je Branko to rekel, ne vem, od kje mi moč, ampak jaz sem rekel, jaz sem ta. Jaz sem ta, ki se mi to dogaja. In on je rekel, kaj? In sem mu vse povedal, kaj se z mano dogaja. In on je rekel, ok. In prav obrnil se proti enemu in rekel, Dženo, ti, veš kaj, jaz bom molil za Gorana. Ti molil za kogar hočeš, ampak jaz bom specifično molil za Gorana. In jaz nisem takrat verjel, ko sem rekel, nisem verjel v Jezusa kot svojega odrešenika, karkoli, sem pa verjel, da bo njegova molitev dosegla Božji tron, Božje kraljestvo. In je molil prav specifično za mene, da te demonske sile grejo stran od mene. In 9. februar, jaz se vstanem, teh misli več ni bilo. In bolj, ko sem se naprezil, da jih vidim, ni jih bilo. In kako zdaj, kaj zdaj? Kaj naj zdaj naredim? Ne? Zdaj, jaz sem to že par let imel to in zdaj sploh ne vem, kako živeti. Ne? Tako da počasi je Božja beseda prodirala v mene in par mesecev kasneje je bilo pač ena situacija, ki sem imel z enim prijateljem v komuni in on je meni čisto hladnokrvno mi je rekel, ma zdajle bi te Goran najrajše zaklal. In tako jaz gledam, ko? Ampak ker sem jaz vedel veliko Svetega pisma, sem mu rekel, pazi, kaj govoriš, ne? Ker kar usta govore, srce misli, ne? Da navša, veš, ne? In on se obrne proti meni in pravi, ti, veš kaj, prvo začni živeti, potem boš pa delil verze. To je mene v dno duše me je prizadel, bom rekel. Ampak jaz mu nisem vedel več kaj odgovoriti, ker je resnica prišla v moje življenje. Jaz sem lahko vedel Sveto pismo na pamet, Novo zavezo, ampak jaz je živel nisem. In tist večer, kakor sem vam že povedal, skozi je nekdo zraven tebe. Tist večer sem jaz bil sam, pod tušem, in sem slišal glas, pridi k meni gor. In sem hitro šel ven iz tuša in sem hotel iti po stopnicah gor na podstrešje in v tistem času se je začela borba v meni, kjer sem slišal dejansko dva glasova. Eden, ki me je klical pejt gor k meni in to je bil Jezusov glas in drugi
glas je bil od hudiča, ki mi je govoril, hej, pazi, ne smeš biti sam, moraš iti dol, poklič nekoga. In v tistem trenutku mi je Bog dal dejansko iz Evangelija po Mateju in po Marku in po Luki je ta zgodba opisana, ki je bila ženska, ki je 12 let krvavela. Kot po naključju, jaz sem bil 12 let narkoman. Ne? In ne glede na to, da se je ta ženska je bila nečista in ona sploh ne bi smela priti zraven drugih ljudi in zraven Jezusa, je ona kljub temu prišla. In to sem jaz dojel, da ok, ne glede na to, da bom zdaj kršil pravilo komune, to je večji klic, kot pa pravilo komune. In sem šel gor in ko sem se zagledal tam v enem ogledalu, sem se sam zjoknil in sem rekel, Jezus, jaz več ne morem. Pomagi mi, ker ne morem več. Ne morem več živeti tega pritiska, da vem, kaj tvoja beseda pravi in jaz kljub temu je ne morem. Pomagi mi, prosim te, da je nekaj nared. Ker jaz ne znam več. In to je bilo to. Jaz sem šel spat, naslednji dan sem odprl oči, sem rekel, so rekli ljudje, da priješ do Jezusa, pa se vse spremeni, jaz sem pa še vedno isti, ne. Ampak, kakor sem skočil dol iz pograda, v tistem trenutku, vso moje breme, vse, kar sem ga imel, bremena, je vstal na posli, jaz sem bil nov človek. In sem rekel, ok, tako se pa da živeti. Ampak, bom rekel, da to ni bilo vse. To ni bilo dovolj. Ker dejansko jaz še vedno nisem spoznal, da sem suženj greha. In meseci so minevali, zato bom malo hitrej, ampak meseci so minevali in prišel je november, čas, ko v bistvu sem jaz lahko šel domov. 1 leto in pol je v komuni program. In tisti dan ne bom nikoli pozabil v življenju, ko je mene Sveti Duh začel klicati, pridi zdaj k meni. Ti moraš iti noter v tisto sobo, kjer je bila konferenca. 400 ljudi je molilo, jaz sem pa naenkrat doživel Svetega Duha tako močno, da se nisem mogel nehati jokati. In dejansko, naslednji dan bi šel jaz lahko domov. In jaz sem rekel, ne, se bom zdržal, vse bo šlo. Ampak ne, Sveti Duh je bil tako močen, da je rekel, pridi, pejt noter. In jaz sem iz kuhne, ko mi prepričal tistega, ki me je držal, ki je bil nad mano, in sem rekel, dej, prosim te, gremo noter, jaz moram iti noter, ne vem zakaj, ampak jaz moram iti noter, to je zadnji klic, to je bila zadnja pridiga, zadnja molitev, vse je bilo zadnje, in če zdaj ne bom zamudil vse, tako sem se imel, tako je bilo v mojem srcu, in midva greva, laufava tam, usedem se v prvo vrsto, ker še nikoli se nisem usedel v prvo vrsto in samo sedeli smo se in človek neha pridigati. In pravi, no, to je to, prišli smo do konca in jaz tako gledam, kaj se zdaj dogaja, zakaj je zdaj to, a sem zamudil? Ja, zgleda, da sem zamudil vse, ne. In pravi, no, zdaj bomo imeli pa še zaključno molitev, tako da zaprite oči pa molite, ne. In ta dva zraven mene, ki sta bila, sta v istem trenutku zaspala. In meni pa nekaj ni dal miru. Zakaj sem zdaj jaz mogel biti v tem prostoru med 400 ljudmi in naenkrat pogledam tako gor in vidim nekoga, ki mi je bil zelo pri srcu in se je kar sprehajal čez celo dvorano. In jaz sem se kar vstal in sem njega začel slediti in naenkrat je on zginil. Dejansko kasneje sem izvedel, da ga sploh ni bilo noter, ampak mi je dal Bog videnje, da sem ga videl. In ustavil sem se pa dejansko pred svojim, kako bi temu rekel, mentorjem. Ja. Pred svojim mentorjem sem se ustavil in sem rekel, Javor, on je bil iz Sofije, Javor, ti moraš moliti za mene. In on tako, zakaj? Zato, ker dejansko jaz sem največji dvoličnež na tem svetu. Jaz sem vedno govoril tebi, da želim z Jezusom živeti in da molim Jezusa in vse te stvari, ampak dejansko jaz tega nikoli nisem hotel, ampak jaz več ne morem brez Jezusa živeti. Ne morem več. Pomagi mi.
Naenkrat se je ves ta greh usedel na mene, to suženjstvo sem naenkrat dojel in jaz sem rabil osvoboditev. In on je rekel, v redu, dajmo moliti. In ko sva molila in sem res povedal vse svoje grehe, ki sem jih imel, mislim, da je bilo 15 minut molitev, jokala sva kot da sva bila brata, oba skupaj. In ko sva se pogledala, je on rekel ene besede, ki nam nikoli pozabil. Vsi so me klicali in on me klical vedno Macela. Ampak tisti trenutek je rekel, Goran, Bog ima plan za tebe. In v tistem trenutku sem jaz verjel in sem se rodil na novo. In vse je bilo drugače. Absolutno vse je bilo drugače. Ljudje so bili drugačni, življenje je bil drugačen in jaz nisem vedel, kaj se je zdaj zgodilo. Ampak prišel je Sveti Duh v mene živeti in jaz sem bil nova oseba. In kaj je naredil? Pa komu to opisati? Kako to opisati? Da se jaz več ne spominjam, kako je biti zadet. Jaz več nimam spomina, izbrisuje. Lahko se pogovarjam z narkomani na ulici in mene ne bo niti enkrat me ni prijel, evo pa to je bilo zdaj od leta 2009 novembra, niti enkrat me ni prijel, da bi se jaz še kdaj zadel. Pa tudi pomislil nisem. Ker zadovoljstvo, ki ga imam z Svetim Duhom in z Jezusom, to se ne da niti primerjati z vso drogo, z vse temi lažmi, ki so bile. Ne glede na to, koliko so mi dale zagona in vse to se ne da niti primerjati. Jaz sem prišel domov, tisti trenutek sem prišel domov. In moj dom je zdaj v nebesih. Iztrgan sem bil iz oblasti teme, kot pravi pismo Kolšanom 1:13, da nas je Jezus iztrgal iz teme in nas predstavil v kraljestvo svojega sina. In jaz bi naslednji dan lahko šel domov, ostal sem še 3 leta in pol noter, ker nisem hotel zamuditi te edinstvene prilike, da bi jaz drugim govoril Jezusu. Jezus je to naredil v mojem življenju in verjamem, če v mojemu, ki ga potem ni človeka, ki ne bi mogel narediti v njegovemu. Ni človeka. In zato jaz moram govoriti. In moja naloga v tem življenju je, da govorim o Jezusu, ker dejansko on je tisti, ki osvobaja. In če on mene takrat ne bi osvobodil, verjetno danes ne bi bil več z vami. Tukaj se ne bi videl. Tako da. Goran, kar kurjo polt imamo, mislim, da vsi, ki te pitamo. Ja. Zanima me še, ali si želel potem tudi to notranjo spreobrnitev nekako potrditi s krstom, kako je prišlo do tega trenutka? Ja, zelo sem hvaležen svoji mami, zato ker moj oče je pravoslavec, moja mami se ima ali se je imela kakorkoli že za katolikinjo in je rekla, da mene ne bo krstila kot otroka, da se bom jaz ko bom odrastel, da se bom jaz že sam odločil, kaj bom, ali bom pravoslavec ali bom katolik. No in 24. maja 2010 se je zgodil tudi ta krst, kjer je glih ta Javor prišel do mene in je rekel, Goran, jaz tako, ja, gremo. Jaz sem že vedel, kaj bo vprašal. Prav mi ni rabil noben, ker Sveti Duh je tako močno dal na mene že en teden, da bom šel na krst, da dejansko, ko je rekel, hej, Goran, jaz sem rekel, ja, gremo. Sam kaj moramo vzeti s sabo? Rekel, brisačo pa natikače in smo šli in sem krščen v Jadranskem morju in moram priznati, da res krst je bil res en velika potrditev tega, kar je Bog dejansko že naredil v mojem življenju. Ampak ko sem prišel ven iz morja, sem se počutil, wow, dejansko je mrtev človek zdaj dol in jaz sem živ in bil sem na svojem grobu. Na krstu sem bil na svojem grobu dejansko in res čudovita izkušnja in jaz upam, da bomo še več tega doživeli pri drugih ljudeh. Ja, krst definitivno je ena od stvari, ki ti ostane v srcu do konca življenja. In tudi tako leta zatem se spominjam tega in vem, da je to zelo dobro bilo za mene, da sledim Jezusu.
In še dan danes si ne predstavljam nič drugega, kot sam njega slediti. Goran, kaj pa potem? Pač bil si v komuni, koliko si rekel, 3 leta pa nekaj. 5 let še skupaj, ja. 5 let, 30, ki so bila dodatna. Kako je izgledalo potem življenje? Kakšno je bilo življenje, ko si se vrnil iz komune? Kako je izgledalo doma? Kakšni so bili odnosi? Kako si se znašel? Kako si se spet vključil v družbo? Ja. Kot veste, ko začneš enkrat biti kristjan, se v bistvu borba šele začne, ker do takrat sem pripadal Satanu in on je bil moj Bog, dobesedno on je delal z mano, kar je on hotel, in jaz sem ga sledil kjerkoli. Ko pa sem doživel to novo rojstvo, je pa Jezus postal moj Gospod in vladar in odrešenik in prijatelj. In ko sem šel nazaj v ta stari svet, borba je bila zelo velika. Satan se je boril za mene, ogromno, samo on ne more več nič, ker je križ ga premagal totalno. In dejansko v vsem tem času, leta 2013 do zdaj, samo spoznavam, koliko je križ močen, koliko je njegova kri močna. Ne samo, da je oprala moje prejšnje grehe, vsak dan on to dela. In en fant mi je to rekel, poslušaj, zdaj, ko že greš domov, tukaj imaš pa kontakt od ene osebe iz baptistične cerkve, in to je bil Zvonko Torinski. Ja, skorej, da se ga bom poklical. In 5. 2013 jaz njega pokličem, in rečem, ja, dober dan, gospod Zvonko, jaz sem Goran, glih danes sem končal z komuno, jaz bi rad prišel na obisk. Vi če poznate Zvonko, ampak to je neverjeten človek. On se je mene razveselil bolj kot moj oče, moja mama in vsi ostali na tem planetu. Jaz sem rekel, pa moram iti pogledati v to cerkev, pa tu če je zadnje. Mislim, da se človek tako razveseli nekoga, wow. In sem res, prišel sem tja, 12.5. sem prišel tja v to cerkev, sem rekel, oče, a je to, a si želiš, da tukaj ostanem? In točno v tem, ko sem jaz molil, je prišel en par do mene in je rekel, hej, smo slišali, da si ti iz Iga, mi pa tudi. In jaz sem bil tako presenečen, ker sem mislil, da ni evangelijskih kristjanov na Igu. Ne samo to so bili skoraj moji sosedi. Sosedna hiša od bloka, to so bili oni. In so rekli, pridi, kaj pa, če bi ti prišel k nam v sredo in nam malo povedal, kako si ti srečal Jezusa, zakaj si ti zdaj v naši cerkvi? In v redu sem rekel, ok, pa pridem. In sem prišel k njim in sem vse povedal, in sem rekel, no, dobro, ajde, v redu, bomo videli, kako bo šlo naprej, ampak zaenkrat v redu kaže. In ste mi dali eno knjigo, Klasično krščanstvo, in en DVD. Zdaj, vi poznate tega gospoda, ki je bil na tem DVD-ju, to je bil Nik Vujčič, ko je bil v Sloveniji. In ko je bil tam v Stožicah, je bilo zelo dobra stvar, mislim, fenomenalna. Lahko si ogledate ta še enkrat, za živi življenje, mislim, da ima ta DVD. Ampak jaz ga gledam doma, pri moji mami, in gledam in pravim, glej, mami, vidiš, ta oseba, ki poje tudi v naši cerkvi, ki sem jaz tam. Ta, ki poje, igra na klavirju. In potem pride na eno punco in jaz tako, in dam na pauzo in pravim, vidiš, mami, to pa je lepa punca. Tako, komuna je pač komuna, ne smeš se družiti z nobeno punco, ne smeš niti pogledati, niti nič. Pač tako je, taka so pravila, dobra so, in zato, da se človek fokusira na sebe, ne na druge. Ampak ta punca je bila toliko lepa v enem trenutku. In naslednjo nedeljo grem v cerkev in vidim njo, kako ona gre. In dejansko ona poje v cerkvi, kjer sem jaz. In meni ni bilo nič jasno, ampak veste, zanimivo je to, da v prvo pismo Mojzes govori, da je Bog ustvaril Adama. In pol, da je iz njegovega rebra
ustvaril ženo Evo. Zanimivo je, da je Bog pripeljal Evo Adamu. To se pravi, Adam je imel odnos z Bogom, Eva je imela odnos z Bogom in potem je Bog dal skupaj, da sta bila mož in žena. In ko sem jaz to prebral, sem rekel, wow, jaz si to želim, Gospod, da ti pripelješ meni ženo, da ti pripelješ to moje rebro. Ne bom jaz iskal, ampak ti jo pripelji. In točno to se je zgodilo. Po pridigi, po bogoslužju je ona prišla do mene, se predstavila, mene je bilo toliko sram, da sem komi kaj rekel, ne vem, če sem sploh kaj rekel, ampak od tistega trenutka dalje nikoli nisem povabil ven, ampak vedno smo se dobili po cerkvi, smo šli na sladoled ali karkoli že. In ko sem spoznal, kaj ona dela, sem videl, da dela v društvu Vesela novica z otroki, kjer tudi Zvonko Torinski in njegova žena tudi to delata že odkar je sploh Vesela novica v Sloveniji. In jaz sem imel veliko željo, da grem na biblično šolo, kar sem tudi šel leta 2013. In tako sva se v bistvu midva z Metko spoznavala preko ne Zooma, ampak Skypa, takrat je bil Skype najbolj popularen. In sva se odkrivala in v bistvu sva se zaljubila in sva še vedno zaljubljena. In je tudi moja žena, postala leta 2014. Tako da imava krasno hčerko, Timejo. Tako da, ja, začel sem delati z otroki, ker se mi zdi, da je to ena najbolj pomembna stvar in tudi največ zapovedi je v Stari zavezi, da učiš otroke o poteh Božjih. Ker meni ni noben povedal, ko sem bil otrok. Ampak, zakaj pa jaz ne bi mogel to izkoristiti, pa otrokom govoriti o Jezusu. In zadnje 4 leta sem delal več ali manj z najstniki, kar mi je bilo v velik izziv, ker oni že znajo zelo dobro razmišljati, postavljati čudovita vprašanja, kjer zmrzneš in rečeš, da lahko molim za to. Pa čez en teden ti rečem, če ti bom znal. Tako da, ampak 2 leti nazaj je Bog jasno pokazal plan za mene, kaj si on želi, in to je, da ustanovim z Johnom Grestijem evangelijsko skupnost v Domžalah. In zato sva se tudi to poletje 2020 z ženo in Timejo, hčerkico, preselila sem v Domžale, da sva blizu moje službe, kot sem rekel, delam v Parkebru, ki je zdaj 2 minuti stran peš. In prostore, ki jih imamo kot cerkev, ko bo bila naša skupnost kot cerkev, je pa minuto stran, tako da smo zelo blizu drug drugemu. In ja, to je v bistvu to. Delam kot natakar. Verjamem, da je Pavel tudi mogel delati kot šotorist, da je sploh evangelij prinesel drugim, in kot natakar spoznavam ogromno ljudi. In sem zelo vesel, da je moja šefica zelo naklonjena temu in je tudi rekla, da če želim, lahko z bilo kom delim o Jezusu. Neverjetna milost. In to pridno izkoriščam. Torej, v Pici dobimo tudi tvojo najljubšo svetopisemsko vrstico. Katera pa je in zakaj? Kot sem že povedal, jaz sem kar veliko dobrih, ampak 8:34 je začetek 2 vrstic. In ena je, kdor resnično povem vam, kdorkoli dela greh, je suženj greha. Mene to celotno poglavje najbolj všeč, ker dejansko opisuje moje življenje. Ko Jezus vpraša gospo, a te kdo obsodil, jaz te tudi ne obsojam. On je vprašal prej farizeje, kdo izmed vas ima greh, naj prvi vrže kamen. In so oni spoznali, da ni noben brez greha.
In ne glede na to, da so potem farizeji skozi preučevali Sveto pismo in vse to, niso spoznali Jezusa. In zato jim je Jezus tako ljubeče rekel in tudi nam danes govori, pravi, suženj pa ne ostane pri hiši za vekomaj, sin ostane vekomaj. Če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. In jaz bi rekel, da so te trije verzi celoten evangelij. Človek je grešen, se rodi, je suženj, ampak je izhod iz tega. In to je Jezus. In če sin osvobodi, če Jezus osvobodi, potem je človek svoboden. Zato je meni te trije verzi so meni najboljši v Svetem pismu. Hvala, Goran. Ja. Ste videli, kako hitro je šla tale ura mimo? Zdaj je pa čas za vaša vprašanja. Mislim, da smo morali vsi preveč pozorno poslušati res to izčrpno zgodbo, ki se nas je dotaknila. Tako da mislim, da nobeno vprašanje očet ni prispelo, ni bilo časa. Lahko pa sedaj dvignete rokico, pa vžgete mikrofon in vprašate v živo. Res vabljeni, da se kar opogumite. Vidite, da je Goran res fajn dečko. Kdo se bo prvi opogumil? Kar dejte, vprašajte kaj. Tudi če bi grizel, zdaj ne morem. Nadaljavo ne gre. Ne gre. A lahko koga izzovem? Tudi noben ne pokima. Preden smo začeli današnji večer, je Rok eno takšno res dobro vprašanje postavil. V bistvu malo za ogrevanje, malo za uvod smo vadili, kako nam gredo govorne sposobnosti. Rok je vprašal, kaj narediti, če srečamo nekega narkomana, če ga mogoče po nekih zunanjih znakih ali obnašanju, ali če nam pove, prepoznamo, kaj mi navadni smrtniki, ki nimamo neke take izkušnje kot Goran, lahko naredimo. Kaj bi svetoval Goran? Ja, prvo molitev, ker dejansko Bog najbolj ve, ker Bog pozna naša srca in pozna tudi tiste, s katerimi se bomo pogovarjali. Tako da prepustiti se Svetemu Duhu. Zdaj pa, konec koncev, če se človek sam ne odloči, je zelo težko, da bo resnica doprla do njega. Ne? Ker 12 let sem bil narkoman. 12 let, marsikdo mi je že rekel, tudi na Metelkovi, ko sem bil, mi je nekdo rekel, hej, a bi ti prišel v komuno? In jaz sem mu rekel, čakaj malo. Ti vidiš, da je to za tebe, to ni zame. Jaz še vedno lahko. Jaz lahko še vedno handlam tukaj. Ti rabaš to, jaz ne rabam. Ampak kot sem že povedal, če je to vaš otrok, najboljš, pa čeprav vem, da je to nekaj najtežjega, zdaj, ko sem še jaz starš, ampak mislim, da je to najboljša stvar, da človeku odvzamete vse privilegije in bonitete. Ker dejansko takrat bo lahko prišel in se postavil kot izgubljeni sin v 15. poglavju Luke, ki je rekel, da se je zamislil, ko je bil med svinjami in je hotel jesti hrano od svinje. In se je zamislil in je prišel k sebi. In v bistvu, ko je prišel k sebi, je začel razmišljati o svojem očetu. In mislim, da šele takrat, ko smo res dol na tleh, vsi izmed nas, a še posebej ljudje, ki so na drogi, vsi nam dajo potuho. Metadon je potuha. Morate vedeti, da metadon je sintetična droga. Jaz sem zaradi samo heroina imel 5 dni krizo. Po metadonu sem imel mesec dni krizo. Torej, ta se zažre noter v kosti. Zdravnica, ki me je imela na Metelkovi, je rekla, ne iti v komuno, ker tam ti ne bojo mogli nič pozdraviti. A 12 let na metadonu je bilo pa v redu. Ne. Tako da ljudem treba pomagati in povedati, da je Jezus res živ in da on lahko spremeni življenja, jih poslati v komuno. Ampak če sami ne bodo hoteli, je to skoraj nemogoče. Tudi v komuno, kjer sem jaz bil, ne moreš prisiliti nobenega. Starši ne morejo kar prepeljati otroka pa reči, tukaj je.
moraš sam poklicati. In včasih tudi kakšen teden, 2 čakati, da sploh te sprejmejo, da vidijo, a si ti pravi. Ker če ti nisi pripravljen časa, jaz v teh 3 letih in pol, ko sem še ostal v komuni, videl ogromno fantov, ki so prišli in so prišli zaradi bilo katerih drugih razlogov, samo ne zaradi sebe. In seveda so pol tudi šli in nekateri izmed njih so umrli. In to je žalostno, ker več ni poti, ni povratka. Zato verjamem, da če imate nekoga, mene lahko kontaktirate, bom se jaz prišel pogovarjati, ni problema. Zato sem tukaj, to je moje poslanstvo, da govorim o Jezusu, da povem, da je v Jezusu izhod. In jaz sem živi dokaz in živa priča. Izkoristite to. Hvala, Goran. Morda še kakšno vprašanje? Ima še kdo od poslušalcev? Izvoli. Mene pa zanima, ko ste svoji punci povedal, kakšno otroštvo ste doživljal in potem mladostništvo, kako je ona to sprejela? Moja žena? Ja. Ja, jaz sem dal prvo pričevanje v cerkvi in ona je rekla, temu se pa je dogajalo, ne? v življenju. Ja. Mislim, da je bilo najbolj tako, ko sva šla na morje. Ona je mene peljala k enemu prijatelju na morje, ki je v bistvu moja poročna priča. Kasneje bil in nekako se je tako zapletel, ampak to pač tako Bog dela tudi, se je zapletel, da sva na koncu midva pristala na morju in sva se pogovarjala. Jaz sem imel željo, da bi moja žena zelo rada brala Sveto pismo. In v enem trenutku, ko sva tam ležala na plaži, sva vsak svoje Sveto pismo vzela in ga brala. In jaz sem takrat, kaj se zdaj to dogaja, ne? In pač sem se opogumil in sem rekel, Metka, veš kaj, želim ti nekaj povedati, ne? In to je, da si mi všeč. In ne rabiš nič mi odgovoriti zdajle. Kar razmislil. Razmislila je skoraj 2 meseca, pa še nekaj. Ampak kaj je ona naredila, je rekla, kako bom jaz bila z njim, kako, na kakšen način. Ona nikoli se ni drogirala, nikoli ni pila, kadila, nič. Iz res lepe družine, iz Blagovice, iz katoliške družine. Kako bom jaz bila z njim? Sveto pismo je dalo odgovor. In sicer, ko je Jezus hodil po vodi in je Peter rekel, če si res ti, pokliči mene in bom prišel. In kot veste, Jezus je poklical Petra in on je hodil po vodi. In skozi te vrstice je Metka dojela, da v bistvu ni more zaupati. Ne meni, ampak Jezusu. In da je to res njegov plan tudi za njo. Edino na ta način je lahko ona sploh sprejela enega takega, kot sem jaz. Hvala vam. Prosim. Hvala vprašanje, hvala za odgovor. Ja. Bravo, Metka, bravo, žentica. Ja, čudovita je res. Kako vprašanje morda? Izvoli, Ja. Katarina. Goran, Ja. mene pa zanima, kako vidva zdaj, kot mož pa žena. Zdaj si že povedal, da na plaži sta prebrala takrat pač sta oba odprla Sveto pismo. Ampak kaj vama v vajinem zakonu zdaj pomeni Božja beseda ali pa v vašem družinskem življenju? Je to zdaj vajina zakonska molitev, redna, iz tega živita? Kako to živita? No? Mislim, kje na vajnem programu je Božja beseda? Ja, predvsem na prvem. Ker Bog si zasluži vse. Vse. In tudi njegova zapoved je ljubi Gospoda svojega Boga, vsem srcem, dušom, umom in telesom in svojega bližnjega, kakor samega sebe.
Tako da, če jaz ne bi poznal svetega pisma, bi zelo težko lahko tudi sebe ljubil, ker ne bi mogel ljubiti Boga. Skozi sveto pismo se meni Bog razodeva in tudi moji ženi in dejansko imava to navado, da se zjutraj zbudiva in skupaj prebereva eno poglavje in potem se sprašujeva drugega, kaj mu je pri tem poglavju največ izstopa. Jaz sem oseba, ki ima zelo rad informacije, ona je oseba, ki ima zelo rada srce, se pravi ozadje tega. In tako da potem se skupaj fenomenalno dopolnjujeva. Sveto pismo mora biti v vsaki sobi, ker nikoli ne veš, kdaj boš rabil, in tudi mora biti ne samo odprta, pa tam, ampak se ga treba brati. Zelo sem hvaležen svetopisemski družbi, da imamo tudi v audio obliki in moja hčerka, 3 leta je stara, zdaj bo 4, vsak večer mi beremo svetopismo njej, ima eno svoje svetopismo in vsak dan ga prebira. Ne ona, ampak jaz ne. In to je bilo tudi dobro, da sem bil v društvu Vesela novica, da znam dobro govoriti otrokom, ampak pol pa, ker treba iti spat, pa ona prav, tata, a lahko Jezusa, prosim? To pa pomeni, odpri audio, Novo zavezo in da ona posluša. In ona to vsak dan posluša. Veste, kaj je njena največja želja? Da sreča Jezusa. Mislim, 3 leta je stara. Odkar se je rodila, skozi molitev, nad njo, molitev, pred njo. To enostavno mora biti, ker jaz sem opazil, ko sem delal z otroki, da če to zanemarimo, otroci ne bodo niti vedeli, kdo je Jezus. Seveda prvo nas bodo videli nas, kako mi predstavljamo Jezusa. Ampak, če ne dam Timeji svetega pisma in ta temelj, potem ne bo niti vedela, komu moliti, pa zakaj moliti. Ne bo vedela, da je grešna. In je. Kakor mene moja mami ni nič učila, slabih stvari pa sem jih delal, tako tudi moja hčerka pri 3 letih, se zlaže, naredi po svoje kakšno stvar. Saj se še ne zaveda tega, ampak je nekaj v njej, ki kljubuje zdravi pameti. Ampak jaz verjamem, da Jezus ima plan tudi za njo. Hvala. Hvala za vprašanje. Hvala. Še kdo kakšno vprašanje? Še koga kaj zanima? Na YouTube so tudi eno vprašanje. Aha, a nam prebereš, Nataša, prosim? Čakaj, da se Kaj svetuješ glede odvisnosti v povezavi s poželenjem in temu, kar se vse poenostavno najde na internetu? Robert Ivačič sprašuje. Robi, živijo, ja, seveda. To se pravi, droga ali kakorkoli odvisnost od pornografije do bilo kjer odvisnosti, od prenajedanja, do vse to vpliva na isti možganski proces in karkoli nam zamegli pogled k Jezusu je, bom rekel, svetopisemsko, je to idol. In ta idol treba odstraniti. In je to, če pa je pornografija v vprašanju, je pa to nekaj najtežjega. Dan danes jaz se borim s tem, ker pri 11 letih je moj stric zelo rad gledal te pornografske revije in jaz sem prišel pri 11 letih v kontakt s tem, seveda kot človek pride tako mlad v to, potem s tem raste. In težko je potem videti, kaj je dejansko, kaj Bog želi in kaj svet želi, ne. In svet nam to skozi ponuja. To greš na internet in to je to. Jaz sem se mogel zaščititi in ta zaščita je v bistvu takole, ne vem zdaj, če se bo videl, ampak tukaj je taka ena ikonca, Covenant Eyes, in jaz sem povezan s svojim prijateljem, s katerim ustanavljava skupnost v Domžalah in on ve vse, kar se z mano dogaja. Preko telefona, vsi imamo telefon skozi sabo.
To se pravi, če bi jaz šel na internetno stran in karkoli pogledal, kar ni prav, kar ni v skladu z svetopismom, to njemu sporoči. In veste, če imaš nekoga, ki je odgovoren za tvoje življenje in da bi on mogel videti nekaj, potem se je to že nekaj vredno. In je v bistvu tudi ena varovalka, da lažje potem grem k Bogu, kakor pa da bi šel na te stvari, ki so itak lažne. Pornografija je samo ena oblika odvisnosti, in kot je heroin in kokain, in je pa zelo dostopna, bolj dostopna kot alkohol, kot cigareti, kot vse, ker dejansko ti se lahko samo zlažeš, da si 18 let star in to je to. Noben ne preverja. Moje vprašanje je, kaj, če bi vsak starš imel nekaj takega, kot je ta Covenant Eyes, ali pa na računalniku svojih otrok, da kadar bi šli na te stvari, da jim to javi, da se lahko sploh pogovorijo, kaj je prav, kaj si Bog želi. Ker midva z ženo, ko oba sva imela že prej odnose, preden sva Jezusa spoznala, ampak ko sva spoznala Jezusa, nikakor nisva hotela delati te iste napake. In dokler se nisva poročila, nisva bila skupaj. In to je bila zelo težka odločitev, vam povem. Ampak ne vem, če vi poznate nekoga zdaj že pokojni, Ravi Zacharias, res zelo dober govornik, apologetik, ampak on je rekel, da on za svojo ženo, bodočo, na dejt nikoli ni šel sam. Vedno je bil nekdo z njem. Samo zato, da ne bi grešil proti Bogu. In sta imela čudovit zakon. Res. Tako da ja, čau Robert. Naš harmonikaš, orglist je to, ki igra na orglice. Odlično. Hvala še za to dodatno vprašanje. Zdaj, če je še kakšno kratko vprašanje tukaj od slušateljev, ker imamo še 7 minut do konca našega termina. Še koga kaj zanima? Še kakšno vprašanje? Jaz ne vem, če je to glih direktno Goran, po moje zdaj. Koliko je sploh komun v Sloveniji in v bistvu ali je podobno, kot ko ste opisali na Hrvaškem, ista pot, da prideš noter, ali je sam za Slovenca, lahko pride tudi od drugot, ali kako je zdaj to? Ja, obstaja reto v Sloveniji, in to sicer v Celju, ima en Markus, fantastičen človek, ki se z njim pogovarjate, mislite, da ste v prisotnosti samega Jezusa. In ja, oni imajo tam komuno v Celju. Isti pogoji so, kakor sem jih jaz imel. Važno je, da se pokliče Reto Center Slovenija, Markus. Ja. Potem obstaja Teen Challenge, čudovito isto poslanstvo, to je na Primorskem. Ne vem, če si mogoče Tanja to imela v mislih, Teen Challenge, ampak ja, zelo dobro in tudi kar dosti uspešno. No. Medtem ko, če pogledam v same komune, da so dejansko, koliko so uspešne, jaz ne morem tega povedati. Za meni, v mojem primeru, če ne bi spoznal Jezusa, verjetno ne bi bilo uspešno. Tako da, ker pa je Jezus naredil to transformacijo v mojem življenju, pa je. Tako da, zdaj smo leto 2021, 13 let nisem zaužil droge. Tudi ko sem prišel ven iz komune, v Svetem pismu piše, da lahko spiješ deci vina, ne? Mislim, kozarček vina za želodček, ne? Je rekel Pavel Timoteju. In tudi jaz sem zelo rad spil, še posebej, če je bilo barikirano vino, 6-7 let staro. Ampak nekega dne, ko sem imel kramp, spet orodje v svojih rokah,
sem poslušal Timothy Kellerja, ki mislim, da to je eden največjih govornikov vseh časov, še vedno živ. In je govoril o križu Jezusovem in Jezus mi je dejansko skozi to pridigo rekel, da nikoli več naj ne pijem. In sem jaz se začel kregati z njim, zakaj? Pa se je samo deci vina, pa se je samo en radler, ne? Pa se to ni več kaj tazga. In mi je rekel, ne, ker imaš čisto isto obnašanje do tega, kot si imel do droge. Tako da prosim, da nehaš. Od takrat niti kapljice več ne. In res, Jezus je res dober. Vsa slava in čast njemu. Jaz nimam za kaj te se pohvaliti. Goran, hvala. Res iskrena hvala, da si se pripravljen tako predati s takšnim pričevanjem, ki je res osebno, še dodatno odgovarjal na vsa naša vprašanja. Res iskrena hvala za zanimiv večer. Smo se nekaj naučili, v bistvu si nam svoje življenje všečki že grejo. Ja, vse najboljše, Nastasja, vse najboljše, vem, da imaš danes rojstni dan, tako da... Vse najboljše, blagoslova. Hvala tudi vsem slušateljem, vsi, ki ste nas danes spremljali, tako tukaj v živo, kakor tudi po YouTubeu. Potem bodo seveda še sledili naknadni ogledi tega posnetka. Ampak ob koncu bi vas rada povabila še morda k darovanju. Na naši spletni strani www.svetopisemskimaraton.si v rubriki Darovanje lahko izberete želen znesek in nakažete. Ta dar gre v bistvu za režijo. Večinoma smo med organizatorji prostovoljci, prostovoljke, je pa tudi nekaj zaposlenih iz Svetopisemske družbe, ki nam pomaga tukaj predvsem v tehničnem delu, pri marketingu, posnetkih in vseh teh stvareh, ki sodijo zraven. Letos nadaljave je bilo to res kar zanimiva izkušnja, da smo vso to tehnično izvedbo uspeli tako uspešno, ažurno izvesti, da ste lahko skupaj z nami. Tako da tam darujete, kliknete in že bomo porabili vaš denar za res dobre namene. Zdaj pa še povabilo za jutri, ravno tako ob 7. zvečer, jutri v torek, bomo imeli novega gosta, tudi ta je zelo zanimiv, pater Rozo Palič, on je eksorcist, živi v Trstu, ima res bogate izkušnje. Iz svojega življenja je tudi ustanovil biblijsko molitveno skupino, ki deluje v več državah, tako da ni samo tukaj v naših krajih, ampak tudi izven. Tako da obeta se še en zanimiv večer, res vsi lepo povabljeni. Zoom povezavo najdete tako kot za danes na naši spletni strani svetopisemskimaraton.si in lahko se potem jutri povežete. Bodo pa seveda posnetki tudi naknadno na voljo. Hvala še enkrat Goranu, hvala lepa tudi vam, blagoslovljen večer in lahko noč. Ja, sam še da povem, da če bi kdo karkoli želel, lahko na Messenger se vedno kontaktira. Hvala. Goran je za vsa naknadna vprašanja dosegljiv ali preko Facebooka, Goran Macura, ali če morda ne boste našli na naši spletni strani svetopisemskimaraton.si, je objavljen tudi mail zbiranje@svetopismo.si, kamor lahko preusmerite vsa vprašanja, pa bomo Gorana kontaktirali. Hvala lepa. Nasvidenje.